Redna služba, sploh taka z minimalno plačo, in prejemajo vsaj 1/10 vseh zaposlenih v Sloveniji, nikakor ni zagotovilo za znosno preživetje. Naša sogovornica, mama 2 otrok, s katerima živi sama, je tudi s pomočjo sorodnikov, kratkih posojil, limitov na bančni kartici in obročnih odplačil nekako shajala vse do takrat, ko je bila zaradi bolezni dlje časa odsotna z dela. In ker imam tako majhno plačo, se pravi osnovno plačo, ki jo v bistvu dobivamo, je bila prvi mesec bolniška 400 evrov in tukaj so se začeli tudi naši stroški. Jaz nisem vedela, da tisti mesec nekaj ne kupam, nekaj ne plačam, kaj bi bilo boljše, ali da kupam hrano za nas 3 ali plačam položnice. In tukaj so se položnice začele kopičiti. In kopičiti so se začele tudi izvršbe, ki prinašajo še dodatne stroške, včasih celo višje, kot je sam dolg. Nato je kazalo, da bo konec bolniške odsotnosti izboljšal finančno stanje družine. Sem potem v bistvu v letu 2024 sicer nastopila službo. Nisem si mislila, da za zelo kratek čas je prišlo do poškodbe pri delu iz strani tretje osebe. Zgodba se ponovila. Namesto da bi šli finančno gor, smo spet padli dol. Sicer ni bil tak hud padec, ker je bila le poškodba pri delu in 100% bolniška, ampak še zmeraj je bil dohodek majhen. Tudi govorimo med 600 in 700 evri na mesec. Mi je ostalo nekje med 150 in 200 evri, s tem, da nisem plačala vseh položnic. Se pravi, tiste res nujne položnice, ki so vezane bile na trajnik, da je šlo iz tega dohodka, pa recimo kakšen telefon, pač, da smo bili dosegljivi, in to je bilo pa tudi vse. Ostale položnice, kot so komunala, zavarovanje, to so ostali neporavnani. In stroški in dolgovi v bistvu, ki so se kopičili in kopičili. Tukaj so res psihične težave, so klele zelo na visokem nivoju. Prejokala sem noči in dneve. To so taki veliki pritiski in psihični napori, da dejansko ne moreš si predstavljati. To me je bolel želodec, bom rekla. Glavoboli so vsakodnevni. Potem je tukaj tudi recimo živahnost otroka. Vsaka stvar ti gre potem že kar malo na živce, zato ker ti sam študiraš. Zdaj, čez 2 dni bo prišla, ali pa čez 1 teden bo prišla položnica, in dejansko tehtaš, kaj na tehtnici, kaj bo zdaj prevladalo. Zdaj, če to ne bom naredila, da ne plačam položnic, bomo sicer imeli nekaj malega za jesti, ampak po drugi strani bi pa lahko elektrika izklopil. In tukaj to je res tak pritisk. Ljudje, ki sicer imajo vse, ne vem, če si lahko to predstavljajo, kako hudo je to, da ostaneš v bistvu v taki dilemi, da ne veš, kaj bi naredil. Ali bi šel kam drugam, ali bi se nekako boriti, pa rin z glavo, bom rekla, skoraj da čez steno. Potem jo je svetovalka v šoli, kjer se je tudi nabiral dolg, le spodbudila, da je prosila za pomoč. V bistvu sem nekako tisti pogum zbrala, ki ga prej nisem. Tukaj je res tisto pretehta, a imaš dovolj poguma ali nimaš, kaj bojo rekli drugi. In sem res zbrala, ker sem bila že res tisto na koncu, bom rekla, nekega robu, ali bom padla dol, ali bom ostala gor. Po preverjanju vse dokumentacije je bila družina sprejeta v programe Botrstvo in veriga dobrih ljudi. Olajšanje je bilo zelo veliko, tudi zaradi paketa hrane, ki je bistveno večji, kot je sicer običajen pri humanitarnih organizacijah. Klele nam ogromno pomeni, ker to res ni malo. Se zelo potrudijo na ta način, da omogočijo nekje res za cel mesec. To je enkrat na mesec dobim paket, pa to ni, ne vem, pol vrečke, ampak dejansko cela ena velika vreča, pa še zraven dodatna vreča, ker je dejansko vključeno vse, od higienskih pripomočkov za nas, detergenti in tako naprej. Dejansko je vse, In s tem dejansko nam omogoči
dokaj normalno življenje. Sicer skromno, ampak dokaj normalno življenje. Brez tega trenutno, zdaj, dokler sem v bolniški, si ne predstavljam, da ne bi. In čeprav so zmeraj živeli, kot pravi, podpovprečno in skromno, si takrat, ko je le poslušala zgodbe drugih, tudi sama ni predstavljala, da se lahko finančni zlom tako naenkrat zgodi tudi njim. Ampak ja, pride do tega, ena takale majhna bolniška v bistvu te lahko spremeni življenje, pa ne čez noč, v bistvu čez dan. Jaz si res nisem prej predstavljala, da ne bi imela, za makarone, da ne bi imela za mlek, tako naprej, ampak ja, pride do tega. Z minimalno plačo v Sloveniji je ogromno oziroma preveč ljudi z premajhno plačo. Naša sogovornica je ena od številnih, ki so slej ko prej morali priznati poraz in kljub lastnim dohodkom, pogosto tudi kljub redni zaposlitvi, prositi za pomoč pri Zvezi Anita Ogulin. Povečanje števila prosilcev tudi za hrano beležijo tudi v dveh največjih humanitarnih organizacijah, Rdečem križu Slovenije in Slovenski Karitas. V obeh skušajo s hrano pomagati tudi prek poletja, tudi s programoma presežkov hrane iz trgovin. Običajne pakete živil lahko prosilci prejmejo v povprečju na 6 do 8 tednov. V Karitas opozarjajo, da ni le povečano število ljudi, ki prosijo za hrano, pač pa da se njihove stiske vseskozi še poglabljajo. In podobna je tudi izkušnja pri Zvezi Anite Ogulin, kjer za razliko od omenjenih organizacij niso prejemniki hrane iz evropskih ali državnih sistemskih virov in razpisov, pač pa so v celoti odvisni od razumevanja donatorjev. Koordinatorka programa Veriga dobrih ljudi, Živa Logar. Povpraševanje po hrani je iz leta v leto večje, predvsem nas je pa letos presenetilo obdobje šolskih počitnic, ker toliko, kar je bilo pa letos povpraševanja po prehrani, ga do zdaj še ni bilo tako. V anketi, ki so jo pred kratkim izvedli med tistimi, ki prejemajo pakete pomoči s hrano in higienskimi pripomočki, se je izkazalo, da mnogi brez tega ne bi mogli preživeti meseca. Tukaj je nekaj zapisov. Paketi mi ogromno pomenijo, saj nimam financ, še posebno zdaj, ko mi je umrl mož. Smo enostarševska družina in vaša pomoč nam pomeni ogromno. Daje nam občutek, da nismo sami in da je nekomu mar. Denar, ki bi ga porabila za osnovno hrano, lahko zdaj namenim za potrebe otrok. Vaša pomoč nam prinaša olajšanje, toplino in upanje. Hvala. Če bi to izgubili, bi zelo občutili. Je pa bilo zelo težko zaprositi za pomoč, ker se počutim nesposobno, da ne morem sama poskrbeti za družino. To pa je zaradi mojih zdravstvenih težav, saj sem v bolniškem staležu. Mož pa tudi prejema minimalno plačo. In resnično, če nam vi ne bi pomagali, ne vem, kako bi bilo. Iz srca smo vam hvaležni za vse, kar nam pomagate in vsaj nekaj skrbi odvzamete. Resnično vam velika hvala. Tako da tisti, ki mislijo, da revščine danes ni, naj še enkrat pomislijo, pa naj poskušajo priti čez mesec z 900 evri nekega prihodka, pri tem naj upoštevajo, da imajo 3 otroke in najemnino. Tisti, ki imajo subvencijo, so še nekako na dobrem. Moramo vedeti, da je zelo veliko družin brez subvencije, zaradi tega, ker je stanovanjska problematika zelo, zelo huda in se sprašujemo, kdaj se bo tudi na tem področju kaj razrešilo, ker povzroča zelo veliko škodo pri ljudeh, ko govorimo čisto na področju revščine. Nedavno se je na nas obrnila družina, ki je najemodajalka dvignila najemnino za 300 evrov čez noč. Kljub temu, da ima gospa subvencijo najemnine, ji to predstavlja absolutno prevelik strošek in ga sama več ne zmore in je primorana že 4. v hčerkinem življenju iskati novo stanovanje.
Zaposleni v obupu razmišljajo tudi o tem, ali se jim sploh splača hoditi v službo. Sploh kadar zaradi za malenkost preseženega cenzusa niso upravičeni do kakšne subvencije. A ne zato, ker bi bilo življenje na socialnih transferjih udobno in varno, pač pa predvsem zato, ker so zaslužki tako nizki, da morajo ob službi prositi še za preživetje, opisuje Živa Logar. Mnogi izmed njih ta denar zelo krvavo služijo, delajo v nekih neugodnih razmerah, nimajo časa za družino, jih pa boli, da s takimi prihodki, ki jih imajo na račun poštenega dela, trdega dela, ne zmorejo priti skozi mesec in da morajo zaprošati za pomoč na humanitarnih organizacijah. In jaz mislim, da naj vsak od nas pomisli na to, kako bi se počutil ob tem, da bi moral iti danes na humanitarno organizacijo po prehranski paket. Potrebe po hrani so neskončne. Naša večna težava je pa založenost skladišča, ki je večkrat prazno kot polno. Mi bomo potrebovali do konca leta mnogo več kot 1000 prehranskih paketov, trenutno jih imamo pa nekaj več kot 50. Tako da res zelo lepo vse prosimo, ki imajo možnost, da preko naše akcije Košarica srčnosti namenijo znesek, ki so ga zmožni. Vse prejete donacije bodo namenjene izključno prehranskim izdelkom in higienskim pripomočkom brez odbitkov. Ko imaš visok kredit, kup položnic in vsak mesec računaš, kako boš sploh zvozil, je to res velika skrb manj. Z vašo pomočjo je doma lažje, na mizi je hrana, v omari čistila in vsaj za trenutek lažje zadihamo. Ni samo stvar tega, kar prinesete, ampak tudi občutka, da nekdo misli nate in ti želi dobro. Hvala, ker nam pomagate in nas opomnite, da na svetu še vedno obstajajo dobri ljudje. Hvala iz srca. Težko je poslušati in težko je prebirati zgodbe ljudi, ki jim prehranski paketi iz humanitarne organizacije rešujejo življenje. Tako da se vsem zelo lepo zahvaljujem, da nas podpirate in nam pomagate in tudi tistim, ki boste to naredili prvič. Da lahko mi pomagamo naprej. Mi verjamemo v to, da smo kot družba skupaj močnejši. Hvala vam.